Mislim, da bi današnje dogajanje lahko fino povzeli z naslovom, ki bi bil skoraj podoben mojemu, kako pomemben poklic je biti človek v pedagoškem procesu, kot učitelj, kot pedagog. Jaz bom pa na glas dal, kako težek poklic je biti, postati in postajati človek. Ker, gledajte, za vse druge profile se izobražujemo, koliko je konferenc, koliko tečajev, koliko raznih pobud. In kot je danes dopoldan naša Manca rekla, učili smo se filozofijo. Ne da bi vedeli, da so naši stari filozofi Grki tudi meditirali, da so imeli recimo vajo za srečno smrt, da so bili peripatetiki, če sem prav rekel. Se pravi, da so razmišljali medtem, ko so hodili, filozofirali in razmišljali. In to je ena od zelo priljubljenih vej zena danes. Torej, hoditi in se zgubiti, pogovarjati z drevesom, s potokom in tako naprej. In vse gre do človeka, tako kot je rekel naš simpatični satirik in ustvarjalni Pavliha, Fran Miličinski Ježek, oj ceste, ceste, kam se greste. Vsi pedagoški procesi so te ceste. Kam ve greste, ko pa se mi čas izteka, vidim v isto stran drže, vedno, vedno do človeka. Zelo ljub mi je latinski pregovor hic rodus, hic salta. Se pravi, tukaj je tvoje področje, tu je tvoj otok, tu so tvoje izkušnje, tukaj skači, tukaj ustvarjaj. Zato bo v nadaljevanju verjetno kaj čisto iz moje konkretne izkušnje, ki bo osvetlilo to, kar podajam in v kar sem prepričan. Mislim, da in preko ene zgodbe sem se zavedel tega, da je, kako pomembno je svetovati in pomagati otrokom in mladim za rast človeka v sebi, za samouresničitev, najprej zelo konkretno v poklicni izbiri. Ena anekdota iz Brusla. Poznam eno slovensko dekle, blizu srednjih let je, trenutno je varuška pri eni od slovenskih družin, starši delajo od 10 do 12 ur, ker to je tempo. Ona jih prevzame potem, ko pridejo z vrtca in pač dela z njimi, kar hoče. Odvedno je želela biti vzgojiteljica, pa ker je iz podeželja doma, so jo dali šolati na edino šolo, ki je bila v tem manjšem slovenskem mestu ekonomsko srednjo šolo. Nekaj časa je delala kot ekonomistka in s 30 leti pa pravzaprav pobegnila iz Slovenije in si našla delo kot babysitterca, kot varuška. No in ravno en teden nazaj, v torek, je bil pri nas v Bruslu gostek slovenski misionar iz Ugande, Danilo Lisjak, ki je doživel genocid v Ruandi, pomagal tisočim otrokom in mladim, napisal tudi knjigo, ostal živ tudi sam, trenutno deluje na severu Ugande in slikami iz misijona je pač nagovoril eno manjšo skupino Slovencev. Zraven je bila tudi ta mlada dama, ki je drugo jutro, preden je misionar odšel, poklicala po telefonu, a je misionar Lisjak iz Afrike še tu? Sem rekel, še je, glih za rep smo ga ujeli. In po kratkem telefonskem pogovoru, se ime, tole mi je pa kar ratalo, Lisjak pa rep. V kratkem telefonskem pogovoru je ta mlada dama prosila, gospod misionar, ali bi lahko prišla delati za določeno obdobje k vam z otroci. Širok nasmeh misionarja, odvaljen kamen od srca nekomu, ki mu življenje ni dovolilo, da postane to, kar je. Zraven pa moj hvaležen pogled ne bo, ja, sej čudeži se pa še dogajajo. Hic
Hic Rhodus hic salta, Rhodus z imenom Slovenija zapušča vse več mladih. Številke so zaskrbljujoče, tudi mlade družine bežijo iz Slovenije. Le zakaj smo se spraševali, izseljenski duhovniki, ki smo se zbrali na konferenci, duhovniki od Anglije, Švedske, Francije, Beneluxa, Nemčije, Avstrije, Italije, in ugotavljali, da prihajamo v razmere, ki so svetovni krizi na začetku 20. stoletja preselile skoraj četrtino Slovencev po svetu. Takrat nepripravljenih in neukih, zdaj pa, hojla, izšolanih in zelo kvalificiranih. Alarm bi se zato moral sprožiti ne le v ducatu čudakov, ki za enega človeka ali majhno slovensko skupnost prevozimo od 900 do 1000 km na mesec, ampak zazvoniti bi moral po naših družinah, naših šolah, zelo važno, izobraževalnih ustanovah, univerzah in zakaj ne, še dvakrat močneje bi moral zatuliti v parlamentu slovenskem, tistim, ki smo jih izvolili, da nam bo kaj boljše. Sprašujem se, kaj lahko tudi mi v okviru Svetovni etos Slovenija naredimo, da bomo tej deželi vrnili malo prijaznejši obraz, kjer bo mogoče reči, tukaj bom pa rad ostal, delal in prispeval. Nisem še na pol. Ne. Ne, dobro. Ja, na pol pa si. Na pol, no dobro, potem bom pa blagoslavljati življenje. Poglejte, zdaj bi vam povedal zgodbo enega švicarskega filozofa v srednjih letih, to je Alexander Julien, ki se je rodil s popkovino okrog vratu in zato postal težek invalid. 17 let je preživel v domu za invalide, domov k staršem je šel lahko samo za konec tedna. S herojsko močjo pa se je pobral in tukaj vidim, kako postajati človek v tej njegovi zgodbi, začel hoditi namesto po 4 po 2, sam jesti, se premikati, se naučiti brati, se zanimati za filozofijo. Ko je zapustil zavod, se je vpisal na filozofijo, je uspešno dokončal, magistriral in doktoriral. Je iz francosko govorečega področja in je napisal 5 knjig manjšega obsega. Prav redosled naslovov in vsebin, ki jih je objavil, pa mi nudi priložnost, da tematsko razvijem to, kar je naslov mojega prispevka, kako težko je ali biti, bolje postati, najbolje postajati človek. Prva knjiga, Éloge de la faiblesse, kjer pravzaprav postavi to tezo, blagoslavlja svojo invalidnost, ker mu je dala moči, da se je najprej boril, da je prišel tako daleč in da fizični handicap ni nujno nesreča, ampak lahko postane kraj duhovne rodovitnosti in tudi zibelka človečnosti. Druga njegova knjiga, ta je bila napisana 1999, druga 2002, Le métier d'homme, poklic človeka ali bolje poklic biti človek, iz te knjige sem tudi dobil inspiracijo za moj naslov. In tu švicarski filozof analizira vsa pomembnejša področja človekove eksistence, kjer lahko odkriva veselje do življenja. Leta 2006 je napisal zelo zanimivo knjižico La construction de soi, graditev izgraditev sebe. V tem delu je podal preglednico, katera filozofija pa kateri filozofi so mu življenjsko v tem hudem življenjskem boju, dozorevanju, doseganju uspehov dali največ in ga naučili, kako postati in postajali človek. Leta 2010 je publiciral esej Filozof nu, goli filozof, kjer pa se začenja drugačen proces. Tu se spopada z decentriranjem realnosti na samega sebe, lahko bi rekli tudi z nekakšno dekonstrukcijo, razgraditvijo zunanjega ogrodja človekove osebnosti, pravzaprav razgraditev človekovih iluzij, ki ga usmerja k najglobljemu dnu samega sebe, kjer domuje veselje do življenja
in kjer lahko dan za dnem blagoslavlja življenje. Končno je pred 2 letoma, 2012, napisal delo z naslovom Petit traité de l'abandon, mali tratakt izročitve, kjer prisega na odpoved boju in naporu in izreka svoj da življenju, ki je igrivi in ustvarjalni da otroka. Ta ključna beseda, ki je danes tako lepo zazvenela in sem zavibriral s to besedo. Aleksandr Julien v enem od intervjujev, ki sem ga pred kratkim bral, primerja svojo pot do človeka s tremi slikovitimi metamorfozami filozofa Friedricha Nietzscheja. Človek doživi vsaj 3 preobrazbe, najprej je podoben kameli, nato postane lev in iz leva se preobrazi v otroka. Kamela rada in mora veliko nositi. Za človeka so to bremena zunanjih norm, tudi šolanja, izobraževanja, vedenjskih vzorcev, okolja, zapovedi časa in kraja, v katerem živi. V svoji preobrazbi v leva se tem bremenom upre in se neusmiljeno in hrabro bori proti utesnjenosti v kalupe družbe, v kalupe miselnih, moralnih, verskih sistemov. Na koncu je človeku želeti preobrazbo v otroka, kjer igraje, ustvarjalno išče in odkriva svojo pot do vrednot, do samega sebe, do sveta in do presežnega. Tukaj pa zdaj čisto pod črto še, bi se še enkrat vrnil v Afriko. Pričakovanja, vizije, upanja v preobrazbo človeka in človeštva se filozofu Nietzscheju niso uresničile. V Turinu, kjer je preživel zadnje dni svojega življenja, je na trgu, ki sem ga tudi sam obiskal, saj sem 2 leti študiral v Turinu, poljubil konja, ne človeka. To je bil začetek njegove zmedenosti, ki je prešla v blaznost, ker se njegov svet ni več pokrival svetom, v katerem je živel. To vprašanje je tudi zazvenelo danes. Tu postavljam vprašanje, ki bi bilo vredno raziskave, seveda. V zadnjih dneh svojega življenja se je na listič z njegovo mislijo podpisal s podpisom Jezus Kristus, čeprav je na piedestal postavil Dionizija. Če bi se kdaj tudi meni zgodilo kaj podobnega, ali malo za hec rečem z Iztokom Mlakarjem, bi lahko zapeli, ko se ti taka reč zgodi in ti glava ražonirat neha, slepe ratajo oči in tako naprej. Ja, ni Boga in niti greha. Ja, hvala lepa za dopolnitev. Torej, če bi se mi res kaj takega zgodilo, ne bi poljubil konja, ki je več ali manj na višini človeka. Ampak, veste koga? Nekakšno lepo punco. Žirafo. Žirafo? Ja, žirafo, ker je zelo visoka. In ker moram sam osebno še krepko zrasti v človeka. Človeka in vernika Jezusove višine. Žirafo, a ne v kakšnem živalskem vrtu, ampak morda na kontinentu mladih, na kontinentu prihodnosti, v Afriki. Najraje pa na združenem globalnem kontinentu človeštva, kjer bo v človekovo srce in srca vseh ljudi zapisan zakon spoštovanja do človeka, zakon nenasilja, postava resnicoljubnosti, otroške predanosti življenju, blagoslavljanja življenja, zakon solidarnosti in partnerstva in to mavrico svetovnega etosa uvrščam še vero v zelo širokem smislu, ekumenskem in interreligioznem. Upanje, spet zelo široko, planetarno, in ljubezen, tudi to smo slišali danes večkrat, tisto ljubezen, ki nikoli ne mine. Hvala lepa.